Pridi, pridi, sveti duh. Pridi, pridi, sveti duh. And this prayer, it's a very ancient prayer written by Saint Isidore de Sevilla. Gre za zelo staro molitev, ki jo je napisal sveti Isidor Sivilski. Hvala lepa, brat John Patrick. In tudi z moje strani pozdrav vsem, ki smo se zbrali nocoj zato, da bi bili skupaj in da bi bili z Bogom. Skratka, da bi bili občestvo, ki se pogovarja s svojim Bogom, ki mu prinaša svoje življenje. Iskreno pozdravljam vse predstavnike verskih skupnosti, gospoda škofa Leona Novaka, škofa Andreja Sajeta, predsednika škofovske konference, gospoda Gabnerja, potem gospoda Livopolca iz Srpske pravoslavne cerkve, velikega ekumenskega delavca našega Silvestra Gaborščka. Lepo pozdravljeni naši tezejski bratje, pozdravljeni naši prostovoljci od Brazilije do Švedske in iz Ljubljane. Kot sem rekel, smo nocoj tukaj zato, da bi molili. Molili, kakor nas je povabil Gospod Jezus Kristus, kakor nam je dal zgled Gospod Jezus Kristus in kakor nas je tudi naučil Gospod Jezus Kristus. Molimo na poseben način tik pred začetkom prvega generalnega zasedanja sinode, ki se bo začelo v začetku meseca oktobra. Sedajle pa smo tik pred molitvijo, skupno molitvijo, pred to molitvijo Together v Rimu, v kateri se bodo zbrali kristjani različnih veroizpovedi, drugi ljudje dobre volje, zato da bi ponovno ozavestili in sledili povabilu papeža Frančiška, ki se ne naveliča poudarjati, da je protagonist sinode Sveti Duh, da nam ne bi ušlo iz spomina, iz misli to dejstvo, da poslušamo Svetega Duha in da bi želeli vzeti stvari v svoje roke, v svoje analize, v svoje načrtovanja, skušnjava, ki je vedno znova zapadamo, in da moramo prav zaradi tega poslušanja Svetega Duha moliti. Molitev kot tisti čudoviti odnos, ki odpira človeka za Boga in za drugega. Kajti, ko nas Jezus uči moliti, vedno pravi molite Oče naš. Tudi če upoštevaš Jezusovo besedo, pojdi v svojo sobo in moli na skrivnem, boš še vedno molil Oče naš in boš molil v občestvu. In ta naš ima neko izjemno dimenzijo. Če hočeš moliti v Jezusovem duhu, potem tega naš ne smeš omejiti na noben način. Ne sam nase, na svoje potrebe, na svojo stisko, ne na svojo družino, ne na svojo župnijo, ne na svojo vas, ne na svojo cerkev, ne na svojo raso. Na noben način ne smeš omejiti tega naš. Če hočeš moliti v Jezusovem duhu, in mi nocoj hočemo moliti v Jezusovem duhu, različnih veroizpovedi,
vendar vsi v globoki zavesti, da imamo istega Očeta v nebesih, enega samega Očeta v nebesih. In k temu Očetu molimo, temu Očetu se zahvaljujemo za življenje in v srce in v roke tega Očeta bomo nocoj polagali sebe, bomo polagali to skupnost, bomo polagali molitev v Rimu in v srce tega Očeta bomo polagali tudi zasedanje sinode prihodnji mesec. Nocoj ste se tukaj zbrali predvsem mladi, mlajši. Vas iskreno pozdravljam, ker vem, da so samo mladi ljudje, bodisi po letih ali pa po srcu, po razmišljanju, po idealih, sposobni navdušenja, sposobni velikodušnosti. Mlad človek, ki ni sposoben navdušenja, mlad po letih, ki ni sposoben velikodušnosti, je star. Star v srcu, star v duši, čeprav morda njegov emšo kaže, da je se zelo mlad po letih. In po drugi strani, ne glede na leta, nekdo, ki je že starejši po naših človeških štetjih in razpredelnicah, ampak je sposoben navdušenja, je sposoben velikodušnosti. Ta človek je mlad in prinaša mladost in navdušenje in veselje, kamor prihaja. In nocoj smo skupaj v molitvi zato, da bi okrepili to navdušenje, da bi okrepili to velikodušnost, da bi z njo jutri stopili med svoje brate in sestre, da bi vi, dragi prostovoljci, s tem navdušenjem in s to velikodušnostjo prihajali v naše župnije in razvnemali v njih mlade in vse druge za veliko srečanje, ki ga pripravljamo za konec leta, za novo leto tukaj v Ljubljani. In zato naj Gospod po svojem svetem duhu nocoj vstopa v vse nas, naša srca, v našo molitev, v naše misli, v naše prošnje, v naše pesmi, da ga bomo slavili, molili in častili skupaj, together. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni. Ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom, na vekov veke. Amen. Alleluja, alleluja. O Lord, how manifold are your works, in wisdom you have made them all. Alleluia. Kristus Jezus,
ozri se na svojo družino. Izročamo ti vse tvoje učence, naj nenehno napredujejo kot ustvarjalci miru. Za vse, ki trpijo zaradi nasilja in vojn v Ukrajini, Afganistanu, Mjanmaru, Pakistanu, Haitiju, Nikaragvi, Kongu, Siriji, Sudanu, Etiopiji, Gorskemu Karabahu in številnih drugih krajih po svetu. Za vse, ki tam, kjer živijo, vztrajajo v službi pravičnosti in sprave, te prosimo. Christ Jesus, look upon your family gathered here. We implore you, keep us close to one another in a spirit of listening and unity. For the leaders of all our churches and Christian communities, may they be ever more committed to promoting the visible unity of all who follow you. May they build bridges of dialogue and friendship with believers of different religions. We pray to you. Kristus Jezus, ozri se na svojo družino. Izročamo ti vse, ki so bili ranjeni v svojem zaupanju. Za vse, ki dvomijo, za pripadnike manjšin in vse, ki trpijo zaradi osamljenosti. Za vse prezirane in tiste, ki trpijo zaradi kakršnega koli ločevanja, te prosimo. Kristus Jezus, ozri se na svojo družino. Prosimo te, poteši hrepenenje vseh, ki so lačni in žejni pravice. Za vse, ki so zapustili svojo domovino v upanju na boljše in dostojnejše življenje. Za begunce, za priseljence in za tiste, ki jih spremljamo. Te prosimo. Christ Jesus, look upon your family. We implore you, because you have entrusted the planet to us as a gift. For the victims of climate change and pollution, for those who work to safeguard biodiversity and the creation, for those who strive to keep the earth habitable for all living things, we pray to you. Kristus Jezus, ozri se na svojo družino. Zahvaljujemo se ti, da si nas povabil, naj ti svojim življenjem sledimo. Nakloni nam ponižno srce, ki zna prisluhniti drugim. Izročamo ti delo Generalne skupščine sinode. Za vse člane skupščine in za bratske delegate krščanskih cerkva, ki pri njej sodelujejo in se zdaj odpravljajo na 3-dnevne duhovne vaje, te prosimo. Kristus Jezus,
Kristus Jezus, ozri se na svojo družino. Izročamo ti vse, ki jih zaradi preganjanja in trpinčenja sprejemaš v svojem kraljestvu. Za žrtve nasilja, nadlegovanja in zlorab v cerkvi in družbi, ter za vse, ki jih spremljajo na poti ozdravljenja, pravičnosti in svobode, te prosimo. Jesus Christ, look upon your family. We entrust to you all those whom you nourish and strengthen with your word of life. For catechists, committed lay people, the brothers and sisters of religious committees, and all the pastors of your church, that in your footsteps they may become increasingly servant of your communion. We pray to you.